Spoštovani, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o temi, ki nas pravzaprav vse nekako se dotiče, namreč o varni uporabi zdravil. Zdravila so močno vpeta v recimo vsakega posameznika, se slej ko prej z njimi sreča. Predstavljajo tudi zelo močno orodje v medicini, saj z njimi zdravimo bolezni, lajšamo simptome, pa tudi podaljšujemo življenje. Tako da to so tiste koristi zdravil. Seveda pa na žalost, ponavadi je tako, da zdravili niso povezane samo koristi, pač pa prinaša uporaba zdravil seveda s sabo tudi določena tveganja. Zdravila znajo biti, posebej če jih ne uporabljamo pravilno, seveda tudi potencialno nevarna. Recimo lahko povzročijo kakšne zaplete, pa lahko celo ogrozijo življenja. Tako da je z tega vidika zelo pomembno razumeti ne samo, kako pridemo do zdravila, ki je resnično učinkovito in varno, ampak tudi, kako lahko dejansko vsak posameznik sam prispeva k temu, da bo zdravljenje z zdravili čim bolj varno, ne. Zato si bomo v tokratnem predavanju na kratko pogledali najprej, kakšno pot mora zdravilo dejansko prehoditi, preden pride v lekarno, kajti v okviru tega se preverja tako učinkovitost kot varnost zdravljenja z zdravili. In pa seveda, potem je zelo pomembno tudi, kako vsak posameznik lahko vpliva na varno uporabo zdravil. Nazadnje je to seveda bolnik, seveda v tej zgodbi sta prisotna še vsaj zdravnik in pa farmacevt, ampak se zdi, da bolnik je vseeno tista ključna figura, ki predvsem, če zdravila pravilno uporablja, potem tudi dejansko nekako prispeva k temu, da se ta potencial, ki ga nosi zdravilo s sabo, popolnoma izkoristi, a ne? In pa po drugi strani, da je to zdravljenje z zdravili tudi varno. Tako da osrednji del te današnje predstavitve bom ravno temu namenil. Na koncu bom pa še malce dodal glede vloge lekarniškega farmacevta in zaključil bom tudi s predstavitvijo ene nove storitve, ki se od lanskega leta, torej od sredine leta 2023 v lekarnah v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi izvaja, a ne, v okviru brezšivne skrbi in ki zagotavlja ne samo učinkovitost, ampak tudi predvsem varnost zdravljenja z zdravili. Kot rečeno, bomo pa se najprej dotaknili oziroma si pogledali, kako poteka ta pot zdravila od odkritja ene take perspektivne učinkovine, pa do tega, da zdravilo pridobi dovoljenje za promet. Temu rečemo pogovorno tudi registracija. Najprej se seveda zdravilo preizkuša v tako imenovanih predkliničnih študijah. Čedalje pogosteje je to tudi v okviru enih takih računalniških simulacij, pa izvajajo se testiranja na celicah, na celičnih kulturah torej, pa tudi na živalskih modelih. Tu se nekako iščejo tiste potencialne učinkovine, ki bi bile potem dobra zdravila, ne samo učinkovita, ampak seveda tudi varna. In v teh predkliničnih študijah je dejansko ta toksikologija, torej varnost uporabe, zelo nekako v ospredju, ne. Večina, nekje slabi oziroma približno 2/3, pa potem teh učinkovin dejansko pride do tega, da se jih potem preizkuša na ljudeh. Na ljudeh govorimo o kliničnih fazah testiranja, poznamo jih več. Najprej se to testira na enem takem manjšem vzorcu, pogosto celo prostovoljcev zdravih, včasih tudi bolnikov že, kjer se nekako potem potrdi varnost na ljudeh ali pač ovrže, a ne. In ugotovi se tudi, kaj se z zdravilom oziroma učinkovino dogaja v telesu, in pa tudi, kako zdravilo deluje na človeško telo, na človeški organizem. Če je prva faza uspešna, potem preidemo na drugo fazo, kjer je bistvena razlika v tem, da je vzorec večji, to ni nekaj 10 ljudi, to je nekaj 100 ljudi, a ne, 100, 200, 300. Tukaj so pa že pravzaprav izključno samo bolniki. Tukaj skušajo potem raziskovalci opredeliti odmerek. Seveda, spet se tudi meri učinkovitost in pa varnost
pri bolnikih, to je večji vzorec in lahko že malce več podatkov tudi dobimo o varnosti. Zanimivo je, da dejansko to fazo pa pride samo ena taka slaba tretjina zdravil, ne, ostalo nekako se tukaj zaustavi. Velikokrat je vzrok ravno varnost. Nato sledi tretja faza, ki je zadnja, preden lahko potem družba, ki to zdravilo razvija, prosi za registracijo. Tretja faza je najbolj obširna do sedaj. Tukaj je vključenih ne nekaj 100, ampak ponavadi nekaj tisoč bolnikov. To so raziskave, kjer se potem to novo zdravilo primerja z dosedanjo terapijo ali pa z placebom. Poteka ponavadi multicentrično, se pravi v več bolnišnicah, ponavadi celo več državah, na več celinah. Kajti enostavno gre za zelo velik vzorec in tukaj dejansko potem se dokončna ocena, mislim, na podlagi teh rezultatov, teh študij tukaj vzpostavi v postopku registracije, kjer se pač oceni, ali je zdravilo primerno za redno uporabo ali ni. Če je uspešno pri tem, seveda, regulatorni organi to ocenijo, potem pridobi dovoljenje za promet. Nadzor zdravila se dejansko v tem primeru še ne konča, namreč vsa zdravila, ki so še na tržišču, pa tudi če so že več let na tržišču, več 10 let na tržišču, še vedno spremljamo. Gre za proces, ki se imenuje farmakovigilanca, izhaja iz dveh besed starejšega izvora. V grščini pomeni farmakon zdravilo, vigilare pa v latinščini pomeni biti buden. In farmakovigilanca je dejansko sistem, kjer skušamo odkrivati, ocenjevati, tudi razumeti in nenazadnje seveda je glavni namen preprečevati neželenih učinkov zdravil. Kajti kot smo prej videli, zdravila v teh kliničnih študijah pač preučujemo na mogoče v najboljšem primeru nekaj tisoč bolnikih. In seveda s tem je zelo majhna verjetnost, da bomo zaznali neželene učinke, ki se pojavijo na nekaj 10, 100 tisoč zdravljenih ali pa celo na nekaj milijon zdravljenih. To se lahko zgodi šele takrat, ko se zdravilo res uporablja v zelo veliki meri. Zdaj, kar se tiče same farmakovigilance in poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil, to večinoma izvajamo znotraj zdravstvenih delavcev, zdravniki in farmacevti. Lahko pa tudi bolnik sam dejansko poroča o neželenih učinkih zdravil. O tem si lahko malce več preberete tudi na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Tam je tudi ena taka brošura, pa ene povezave, pa kodo lahko skenirate, ki vas pripelje direktno do tega vprašalnika za poročanje. V praksi pa opažamo, da imajo ljudje vseeno velikokrat dokaj težavo potem s tem, da bi lahko vse ključne informacije poslali. In v tem primeru seveda lahko pomagamo oziroma se obrnete na nas, torej na farmacevte, na zdravnike. Ker dejstvo pa je tudi, da vseh neželenih učinkov ravno ni potrebno poročati. Načeloma tiste, ki so blažji in ki jih že dobro poznamo, tukaj si nekaj koristi seveda ne obetamo. Mi stremimo predvsem k temu, da se poročajo neželeni učinki, ki so resnejši, ki lahko tudi ogrozijo nenazadnje življenje, ki so posledica nepravilne uporabe ali pa posledica interakcij med zdravili, ali pa recimo so tako redki, da mogoče sploh pri določenem zdravilu niso bili poročani. Tako da predvsem v teh primerih potem poročamo naprej. Je pa to poročanje, kot rečeno, zelo pomembno za nadaljnje zdravljenje zdravili. V zgodovini imamo veliko primerov zdravila, ki so bila na voljo, so sčasoma se navodila spremenila, se jim je omejilo uporabo ali pa celo so šla čisto iz trga. Eno zadnjih takih zelo odmevnih je bilo sicer na prehodu v novo tisočletje, eno zdravilo za zdravljenje bolečine in predvsem povezanih z vnetjem. Namreč vse ti klasični nesteroidni antirevmatiki, vemo, da so pri tem seveda zelo uspešni
imajo pa eno hibo, in to je, da neugodno delujejo na prebavila, povzročajo krvavitve iz prebavil, rane na želodcu in podobno. In s temi novo učinkovino, kot je bil rofekoksib v zdravilu z zaščitenim imenom Vioxx, so nekako, načrtovalci tega zdravila to obšli, ne. Tega neželenega učinka praktično to zdravilo ni izkazovalo in seveda zdravniki in tudi bolniki so polagali potem v to zdravilo velike upe. Zdravilo je prešlo skozi vse faze, 3, dobilo dovoljenje za promet in potem v postopku, v procesu tega spremljanja pa so zdravniki postali pozorni na pogostejše pojavljanje srčno-žilnih dogodkov in res s pomočjo statistične analize so potem ugotovili, da najverjetneje je to povezano z uporabo zdravil. Torej, zdravilo je povezano bilo s povečano možnostjo neželenih srčno-žilnih dogodkov in dokaj hitro potem tudi izgubilo dovoljenje za promet. Dandanes podobna zdravila imamo, vemo pa, da recimo ta zdravila potem ravno za vsakega bolnika niso primerna, a ne, in se uporabi takih zdravil potem izogibamo pri bolnikih, ki imajo že obstoječa srčno-žilna tveganja. In kot vidite, pa verjetno se zavedate, v medicini, ko se odločamo za zdravljenje, običajno tehtamo koristi in tveganja. Vsa zdravila, ki imajo dokazan učinek, dejansko imajo navedene tudi kake neželene učinke. In to celo velja za ta novejša zdravila, tarčna zdravila, ki so bolj selektivna, bolj specifična, pa vseeno še vedno neželene učinki se lahko pojavljajo, potencialna tveganja za uporabo zdravil se lahko izrazijo. Zato je to treba pretehtati, ne. Recimo primer, kako to poteka, ko nam pomaga lahko tudi statistika. Zdravila za zdravljenje pri bolnikih, ki imajo atrijsko fibrilacijo, zdravila, ki delujejo na način, da preprečujejo nastanek krvnih strdkov, saj nekako vplivajo na strjevanje krvi, ta proces upočasnjujejo oziroma zavirajo. To je njihov ugoden učinek, a ne, preprečijo strdke in s tem recimo preprečijo možgansko kap. Ampak po drugi strani, ker delujejo na strjevanje krvi, lahko povečajo tveganje za pojav krvavitev. Statistika nam pove, da če zdravimo 25 ljudi eno leto, teh bolnikov seveda, ne, z atrijsko fibrilacijo, z antikoagulantov, bomo najverjetneje vsaj pri enem od 25 preprečili možgansko kap. To je okej, to si želimo. Po drugi strani se pa moramo zavedati, da pri podobnem številu ljudi tvegamo pojav krvavitev. In potem seveda je treba to tehtati. Mogoče je ta druga alineja lažje za razumeti, zakaj se ta zdravila vseeno uporabljajo. Namreč v enem letu pri vsakem od 42 recimo zdravljenih preprečimo smrt. V samo enem letu. Hkrati pa tveganje za krvavitev, tisto, kar se najbolj bojimo, ne, te krvavitve so lahko od manjših do hujših, najhujše je, če bolnik zakrvavi v možgane, to se pa zgodi samo pri enem od 384 zdravljenih. Se pravi, ta razlika je zelo velika, faktor 10, na vsakega 10., kjer preprečimo smrt, dejansko tvegamo, da bo nekdo zakrvavel zaradi uporabe zdravil v možgane, to pa še ne pomeni, da bi umrl. Se pravi, iz tega vidimo, kako se potem zdravnik ali pa tudi prej regulatorni organi dejansko odločijo za uporabo določenih zdravil. Zdaj seveda ljudi neželeni učinki, ki so navedeni, prestrašijo. Velikokrat potem vidimo ali pa vidijo samo tisto, kar piše tam, kaj se vse lahko zgodi. Tule bi izpostavil predvsem eno dejstvo in to je, da ko berete o neželenih učinkih, si absolutno obvezno poglejte še, kakšna je verjetnost pojava teh neželenih učinkov. Velikokrat je tisto, kar nas skrbi, lahko zelo redko, se pojavi pri enem od 10, 100
ali pa enem od milijon zdravljenih, a ne. Se pravi, da je zelo, zelo majhna verjetnost, da se bo to zgodilo ravno pri nas. Tako da napak bi bilo, da bi zaradi tako majhne verjetnosti, da gre kaj hudo narobe, zdravljenje opustili, za katerega vemo, da je zelo velika verjetnost, da nam bo podaljšalo življenje, izboljšalo kvaliteto življenja, ne, in drugače ugodno vplivalo na našo bolezen. Seveda, na pojavnost neželenih učinkov vplivajo številni dejavniki. Na nekatere na žalost ne moremo vplivati. Pri starejših je pojavnost večja kot pri mlajših, pri ženskah pogosteje se izrazijo kot pri moških, potem pri ljudeh, ki jemljejo hkrati več zdravil, pa imajo sočasno obolenja, recimo predvsem kake bolezni ledvic ali jeter. Seveda pomemben vpliv pa igra tudi genetika, to zdaj že nekaj let spoznavamo, na različnih nivojih. Predvidevam, da sčasoma se bomo lahko za uporabo zdravil, pa v nekaterih primerih se že, ne, v nekaterih delih sveta bolj, tudi odločali na podlagi tega, kakšen je naš genski zapis. So pa določeni dejavniki, na katere lahko vplivamo, in najpomembnejši je vsekakor, da zdravilo uporabljamo na pravilni način, kajti na ta način lahko tudi zagotavljamo, seveda, absolutnega nikoli ne moremo popolnoma, ampak relativno varno zdravljenje z zdravili. In v nadaljevanju si bomo nekaj teh pogledali. Recimo jemanje glede na čas dneva, to so kot prva navedena uspavala, torej zdravila, ki nas uspavajo, da lažje zaspimo, logično, jemljemo jih, preden gremo spat, ne. Neumno bi bilo uspavalo vzeti zjutraj in iti v službo, ne. Podobno lahko nekatera zdravila, kot so nekateri antidepresivi, tudi delujejo uspavalno. Tako v grobem lahko delimo antidepresive, recimo to je zelo široka skupina zdravil, na tiste, ki nas uspavajo, nekateri nas pa bolj tako prebudijo, ne. Za različne namene potem zdravnik seveda izbere določeno zdravilo in farmacevt tudi glede na izdano zdravilo svetuje. Včasih vam rečemo, tega morate vzeti zjutraj, ker drugače, če bi ga vzeli zvečer, ne bi mogli zaspati. Določenega pa morate vzeti zvečer, ravno zato, ker vas bo uspaval in vam to ne bo čez dan potem predstavljalo takšne težave ali pa sploh ne bo predstavljalo težavo, ne. Torej včasih ta stranski učinek tega zdravila lahko pomeni tudi ugodnost, se pravi nekdo, ki ima, ne vem, depresijo, pa je poleg tega še ima težave s spanjem, mu bo zdravnik komot lahko izbral zdravilo, antidepresiv z uspavalnim učinkom, ki ga bo vzel zvečer in bo tako recimo na en mah ubil dve muhi, če se smem tako izraziti. Je pa pomembno, da upoštevamo, kdaj zdravilo vzeti. Tako tudi svetujemo recimo diuretike, ki povečajo izločanje vode iz telesa, da jih jemljemo zjutraj oziroma nekje zgodaj popoldne, nikakor ne pozno popoldne ali pa celo pred spanjem, ker bomo drugače ponoči vstajali, ne, ker bo treba iti odtočiti vodo. Pa recimo tule so navedeni še zaviralci acetilholine esteraze, to so zdravila, ki se pogosto uporabljajo za zdravljenje demence. Predvsem v začetku zdravljenja s temi zdravili pacienti opisujejo prebavne težave, tako nelagodje v želodcu, napenjanje in podobno, in zato jih pogosto svetujemo, jemljite jih zvečer, učinek zdravila bo ves dan, ne glede na to, kdaj ga boste vzeli. Zvečer, če boste potem šli spat, pa vas ti neželeni učinki prebavni ne bodo toliko motili. Zdaj, nekatera zdravila moramo odmerjati glede na hrano, ali ali pa na prazen želodec, kajti lahko vplivajo velikokrat hrana, namreč na učinek zdravil, včasih pa tudi na varnost. Recimo prej sem že omenil nesteroidne antirevmatike, ti lahko, kot sem že omenil, dražijo tudi želodčno sluznico, in če jih zaužijemo s hrano, je to draženje potem manjše, tako da na ta način lahko recimo ta potencialni neželeni učinek zmanjšamo. Včasih pa je treba zdravila dejansko zaužiti na prazen želodec, ker hrana lahko neugodno vpliva tudi na varno zdravljenje z zdravili. Recimo eno od takih
primeru je zdravilo, ki vsebuje učinkovino lerkanidipin. Gre za zdravilo za zdravljenje bolezni srca in ožilja, kot je recimo povišan krvni tlak in podobno. Tukaj je zanimivo, da če mi to zdravilo zaužijemo s hrano, se bo učinek lahko precej spremenil. Seveda odvisno, kakšna hrana je. Bolj, ko je masten obrok hrane, večji bo učinek. In to razmerje med, če zaužijemo brez hrane ali pa s hrano, zelo mastno hrano, je lahko tudi 1:4. Se pravi, je lahko razlika tako velika, da se že pojavijo lahko tudi neugodni učinki, kot je recimo previsok padec krvnega tlaka, omotica, omedlevica in podobno. In iz tega razloga recimo vedno svetujemo, vzemite to zdravilo vsaj 15 minut pred jedjo, drugače pač je težko predvideti, kaj bo in lahko pride do neželenih učinkov. Seveda, nevarno je tudi uživati zdravila, ki delujejo na sposobnost upravljanja vozil in strojev, ne. Sem spadajo številna zdravila, predvsem tista, ki delujejo nekako na centralni živčni sistem, tako, da ga zavirajo, kajti motijo potem našo zbranost, vplivajo na naš koordinacijski čas, odzivni čas, a ne, in na ta reakcijski čas in na ta način, tudi na pozornost, zbranost in na ta način seveda vplivajo tudi na to, ali se bo zgodila nesreča ali ne. Torej, govorimo o zdravilih, ki so na ovojnini zunanji označeni s trikotnikom, pogovorno jim rečemo zato tudi trigoniki. Takrat, ko je tale trikotnik poln, kot ga prikazuje tale na levi strani škatlica zdravila, absolutno ne smemo voziti, ne smemo biti aktivni udeleženec v prometu. Če je trikotnik prazen, potem je ta prepoved relativna, kar pomeni, da je treba čez nekaj odmerkov ugotoviti učinek in skupaj z zdravnikom potem seveda oceniti, ali zdravilo na nas neugodno deluje ali ne. Souporaba zdravil je seveda lahko vodi v spremembo učinkovitosti, pa tudi spremembo varnosti zdravljenja z zdravili. Tukaj ponavadi, ko omenjamo interakcije, imamo v mislih na interakcije med samimi zdravili, kar je res, največkrat prihaja do interakcij ravno med zdravili, ampak tudi kaka prehranska dopolnila ali pa kaka živila specifična lahko vplivajo na delovanje zdravil, tudi z vidika varnosti. Recimo nekdo, ki znižuje holesterol v krvi in s tem seveda preprečuje možgansko kap, srčni infarkt, nenadno srčno smrt, z uporabo določenega statina, kot je simvastatin, mora paziti, da ne bi užival preveč grenivke, kajti grenivka lahko poveča tveganje za izražanje neželenih toksičnih učinkov tega zdravila, pride do kakih neželenih učinkov na mišice, na jetra in podobno. Ali pa drug primer, recimo neka gospa, bolnica, ki se zdravi z antikoagulantom varfarin, bi recimo, to govorim na podlagi primerov, ki so se dejansko zgodili, bi zaužila zaradi okužbe sečil neko prehransko dopolnilo z brusnico in imamo dokumentirane primere, ne samo v tujini, tudi v Sloveniji, ko je potem prišlo do pojava krvavitev, učinek zdravila se je spremenil, čas trevanja krvi se je podaljšal in pri nas se je na srečo v redu končalo, v tujini so pa bili tudi primeri, ko je potem človek izkrvavel. Tako da treba je biti pozoren na te potencialne tudi interakcije med zdravili. Pri uporabi zdravil je seveda pomembna tudi pravilna priprava zdravil. Zdaj, zakaj imam tukaj tableto na tej sličici? Tablete, kapsule, to so najpogostejše farmacevtske oblike, ker se jih da dokaj enostavno uporabiti. Tu pa tam pa ima kdo z njimi težave, enostavno jih ne more pogoltniti in potem seveda skušajo zadeve, bolnike reševati na različne načine, predvsem tako, da kapsule odprejo in potem tisto zaužijejo, vsuto na žlico ali kakorkoli že drugače, tablete zdrobijo in jih tako zaužijejo. Pri večini tablet je to tule kakega učinka na samo učinkovitost in varnost ne bo,
Ampak pri velikem številu tablet pa lahko pride do tudi potencialne nevarnosti. Predvsem takrat, kadar gre za tablete in kapsule, ki imajo gastrorezistentno oblogo, imajo podaljšano sproščanje, nadzorovano sproščanje, zakasnjeno sproščanje. Vse te tablete, kapsule imajo neko ovojnico, ki v prebavilih preprečuje, da bi se učinkovina naenkrat sprostila in da bi zdravilo naenkrat delovalo. Glavni namen je predvsem v teh oblikah, da zdravilo deluje dlje časa in seveda samo v primeru, če ga zaužijemo celega, celo tableto, celo kapsulo. Zdaj, če mi tako tableto zdrobimo, recimo, da je tu noter učinkovina, ki spada v skupino sulfonilsečnin, gre za zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje sladkorne bolezni in lahko zelo uspešno, zelo učinkovito znižuje krvni sladkor. Potem, če vzamemo to celo tableto, bo zdravilo delovalo cel dan. Mi zjutraj vzamemo tableto, zdravilo deluje cel dan. Če tableto zdrobimo, se bo učinkovina sprostila takoj se bo absorbirala v kri, zelo hitro bo zelo veliko učinkovine v krvi, to bo seveda delovalo in zelo močno se bo znižal krvni sladkor, lahko tako zelo, da pride do hipoglikemije, da se krvni sladkor preveč zniža, celo lahko bolnik pade v hipoglikemično komo. Drug primer nepravilne priprave pa je ta steklenička na desni. Gre za suspenzijo. Suspenzija je sistem, kjer so trdni delci suspendirani. Niso raztopljeni, ampak so suspendirani v tekočini. Sčasoma zaradi gravitacije se usedajo na dno. Stariš, ki da tak sirup otroku, zdravilo mora vedno pred uporabo pretresti. Če tega ne stori, bo prvih nekaj odmerkov zelo slabih, bo zelo malo učinkovine noter, kot vidite, je dosti bistra tekočina zgoraj, spodaj pa zelo motna. Proti koncu pa bo odmerjal stariš velike odmerke, lahko tudi prevelike odmerke in bo prišlo do neželenega učinka tega zdravila. Pri nekaterih farmacevtskih oblikah je tudi zelo pomembna pravilna tehnika, recimo pri kakih podkožnem injiciranju, da damo res v to podkožje, da ne apliciramo recimo inzulin velikokrat, ko apliciramo, da ga ne dajemo recimo v mišico, kajti iz mišice se bo hitreje, obsežneje absorbiral in bo lahko spet krvni sladkor zelo padel. Inhalatorji, vdihovalniki, če nepravilno inhaliramo, potem lahko zdravilo namesto v pljuča dobimo samo v ustno votlino, posebej, če si potem ne speremo ustne votline, če je to inhalacijski glukokortikoid, lahko pride do pojava glivične okužbe. Tudi kapljice pravilno dajati, recimo, če se s konico tega vsebnika dotaknete kake površine, tvegate, da se ta potem pride do kakšne okužbe, recimo prenosa okužbe tudi na oko pozneje, ali pa recimo v primeru kapljic, ki imajo učinkovine, ki lahko delujejo tudi sistemsko, je treba potem po aplikaciji zapreti oko oziroma še bolje pritisniti ob solzni kanal, zadržati nekaj sekund, da kako pol minute do minuto na ta način, da potem preprečimo to sistemsko absorpcijo in da ne bi recimo, če je tu noter bil beta blokator, ki se uporablja za zdravljenje glavkoma, da ne bi poleg tega potem namesto glavkom zdravili, znižali srčno frekvenco. Kar se tiče varnosti, je zelo pomembno tudi, kako zdravila shranjujemo. Zdravila moramo hraniti na suhem, pri sobni temperaturi tam 15 do 25 stopinj Celzija, nikakor ne izpostavljene sončni svetlobi. Kopalnica, kuhinja nista najbolj primerna s tega vidika, ne. Moramo se zavedati, da neugodni, neprimerni pogoji shranjevanja pospešijo razpad učinkovine in tudi drugih snovi v zdravilih, pa naj si bodo to sirupi ali pa tudi tablete oziroma kapsule. Recimo, če imamo zdravilo z acetilsalicilno kislino, ta sčasoma razpade, nastaja produkt salicilna kislina, ki precej bolj draži želodec. Ker smo mi tablete nepravilno hranili, lahko
Na začetku nismo imeli nobenih težav, sčasoma pa potem opazimo, da nam zdravilo povzroča želodčne težave, ki so predvsem posledica tega nepravilnega hranjenja zdravil. Še posebej zahtevna so zdravila, ki jih moramo shranjevati v hladilniku. Velikokrat so to biološka zdravila, gre za večje proteinske molekule, ki so posebno tako te aminokisline v 3D strukturo nekako zvite. Če mi ta zdravila preveč segrejemo ali preveč ohladimo, recimo jih zamrznemo, na ta način lahko porušimo to 3D strukturo in ne samo, da postanejo potem ta zdravila neučinkovita, lahko tudi izzovejo preobčutljivostne reakcije, telo jih prepozna kot tujek in potem nadalje aplikacije zdravila tudi ne bodo več učinkovite. Če imate v gospodinjstvu otroke, posebej mlajše, tam vrtčevske ali pa takrat šele okrog leta 2 stare, ko shodijo, bodite zelo pozorni, kako zdravila shranjujete. Nikakor jih ne puščati nekje na omarah, na policah, na mizah, kjer lahko otroci relativno lahko do njih pridejo. Ko je otrok v gospodinjstvu, bi bilo najbolje, da se vsa zdravila zaklenejo in da se na ta način onemogoči dostop otrokom do zdravil. Kajti kot vidite, to so podatki za UKC Ljubljano, to je sicer za 3 leta, ampak kar precejšnje število otrok je končalo zaradi zaužitja zdravil, so bili obravnavani v okviru te toksikološke službe. Tako da farmacevti se trudimo, tudi v okviru Lekarniške zbornice Slovenije imamo projekt Vprašaj o svojem zdravilu, nagovarjamo bolnike, da se o zdravilih izobrazijo, kajti zavedamo se, da s tem, ko boste vi zdravila dobro poznali, boste tudi razumeli, kako jih pravilno uporabljati in jih boste tudi dejansko pravilno uporabljali in na ta način tudi izkoristili ne samo potencial zdravila, ki ga s sabo prinaša, ampak tudi preprečili pojavnost neželenih učinkov. Tako da za konec sem samo še obljubil na kratko tole storitev, ki se imenuje pregled uporabe zdravil. Kot rečeno, v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja je možna, seveda za določeno skupino bolnikov, predvsem gre za bolnike, ki imajo več zdravil, da se jim to opravi v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja v zunanjih lekarnah. Zakaj se gre? Zgleda ta storitev kot en pogovor s farmacevtom v enem takem zasebnem delu lekarne, traja nekaj 10 minut, tudi pol ure, odvisno seveda od težav in pa zdravil, koliko zdravil bolnik ima. Farmacevt v okviru tega pregleda preveri, ali bolnik zdravila pozna, ali jih uporablja, ali jih pravilno uporablja in ali ima morebiti kakšnekoli težave z njimi. Karkoli naleti, kar ni okej, skuša popraviti, bodisi sam z nasvetom bolnikom, včasih pa tudi je treba kontaktirati zdravnika. Na koncu pa bolnik dobi tudi tako preglednico svojih zdravil. To ni samo seznam zdravil, ki jih bolnik uporablja, pač pa ima dodane tudi številne pomembne informacije, kako zdravilo na pravilen način uporabljati, da se zagotovi učinkovitost in varnost zdravljenja z zdravili. Tako da za konec, kaj bi rekel, res je, ta varna uporaba zdravil je prav, da se čim bolj tega zavedamo, je dejansko odgovornost zdravnikov, farmacevtov in tudi bolnikov. Lekarniški farmacevti sem predstavil, imamo pri tem ključno vlogo, namreč svetujemo o pravilni uporabi zdravil, opozarjamo na možna tveganja, pomagamo prepoznati neželene učinke, tudi spremljamo recimo pravilno zdravljenje. Vsak bolnik pa lahko tudi za varnost zdravljenja s svojimi zdravili zelo veliko naredi sam. S tem, da zdravila odgovorno uporablja, upošteva navodila in tudi ta komunikacija z zdravstvenimi delavci naj bo čim bolj odprta. Tako da za konec se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim učinkovito in varno rabo zdravil. Najlepša hvala.